Lepo pozdravljeni. Medvoščani smo se odločili, da je Jakob Aljaž tista osebnost, na katero smo najbolj ponosni. Ali bi bilo obratno ravno tako, nam ne bo nikoli dano vedeti. Dejstvo je, da je 6. julij, dan, ko se je leta 1845 za vrhu pod Šmarno goro rodil Jakob Aljaž, razglašen za občinski praznik. Na lanskoletni osrednji slovesnosti je na Drogu pred občinsko stavbo zaplapolala občinska zastava. Letošnjo osrednjo slovesnost pa je zaznamovalo odkritje doprstega kipa Jakoba Aljaža. Doprsti kip Jakoba Aljaža, ki ga je izdelal akademski kipar Jurij Smole, je na ponedeljkovi slovesnosti odkril župan občine Medvode Stanislav Žagar. Venec pod kip je položil predsednik občinskega sveta Mitja Ljubelšek, blagoslov pa je opravil preški župnik Zdravko Bahor. Aljaža kot glasbenika je s svojim petjem počastil lovski pevski zbor Medvode pod vodstvom Janeza Čareža in s promenadnim koncertom Godba Pihala pod vodstvom dirigenta Mirana Strnada. Aljaževe pesmi je recitirala igralka odra Treh herojev Anica Horvat. S svojimi dobrotami so se predstavile kmečke žene in dekleta, v narodnih nošah so bili mladi iz Sore, iz Smlednika pa so se pripeljali za pravljučki. Kratka slovesnost se je zaključila z družabnim srečanjem v Medvoški knjižnici. Odkritje kipa je potekalo brez slavnostnih govorcev, zato smo poprašali župana in predsednika občinskega sveta, kaj bi bila rdeča nit njunih govorov, če bi izbranim le spregovorila. Vodilna misel bi bila, da je treba slediti Jakobu Aljažu kot zavednemu Slovencu, kot narodnjaku, kot gospodarstveniku, to se pravi na vseh tistih področjih, na katerih mogoče Slovenija potrebuje še nekaj dodatnega motiva, da bo se povzpela na tisti nivo, ki ga zasluži, da bomo lahko rekli, da smo Evropa, ne pa da gremo v Evropo. Zamišljam se ga kot velikega Slovenca, pokončnega moža, res enega tistega stebrov slovenstva. Tako da karkoli pomislim na njega, pomislim na kulturo, pomislim na planinstvo, predvsem pa pomislim na to nacionalno zavest. Danes, ko so pri tem odkritju peli njegove pesmi, jaz sem prepričan, ne samo mene, da so večinoma smo dobili tisto spodbudo nacionalne zavesti. In če bi danes govoril bi predvsem o lepoti naše občine. Med drugim bi v tem govoru slišali misel, da je vsaka skupnost toliko uspešna, kot so uspešni njeni posamezniki. In ker so v naši občini uspešni ljudje, bi slišali tudi nadgradnjo slovenskega pregovora, da se le iz dobre moke speče dober kruh. Jaz bi pa poudaril, da iz te moke ne bi mi spekli vsi skupaj ne samo dober kruh, ampak celo dobro potico.